Bom dia smo ob prihodu na Portugalsko rekli prenovljenemu Škodi Karoqu, katerega smo tukaj popeljali na prvo vožnjo. Tu ob Atlantiku namreč poteka prva predstavitev prenove tega modela, ki je bil prvič predstavljen leta 2017, takrat kot drugi Škodin SUV. No, danes pa lahko že govorimo o nepogrešljivem delu Škodine ponudbe. Izdelali so ga namreč že v več kot 500 000 primerkov, lani pa je bil to tretji najbolj prodajan Škodin model za Octavio in Kamiqom. Žarometi Karoqa zdaj serijsko svetijo v polni LED tehnologiji, no najpomembnejše pa je, da lahko doplačate tudi za tiste pametne, matrične LED žaromete. Oblikovne spremembe so subtilne in še najbolj opazne spredaj, kjer je odprtina na maski zdaj širša in šesterokotna. Zdi se, da so inženirji pri Škodi več pozornosti posvetili izboljšavam aerodinamike. We have improved aerodynamic up to 10% according to previous solutions, and we are actually the best in the segment. K temu podatku pa največ prispevajo aluminijasta platišča z aerodinamičnimi vstavki, daljši zadnji usmernik zraka, trikotna elementa na zadnjem steklu in nova obloga na dnu vozila. It's one of the parts of this CO2 reduction or fuel reduction. The next one are also the technology and new power engines, and the third one is this tire rolling resistance, and we improve it and bringing the labeling A for the wheels. So, and together it brings up to 15% reduction of CO2 and fuel consumptions. And for example, on the engine 1.5 TSI, you can reach up to 16 gram reduction, and it means 0.7 liter per 100 kilometers. Ampak ostali proizvajalci se pri energetskem varčevanju pogosto odločijo tudi za uvedbo hibridne tehnologije. Pri Škodi pa so se ji tokrat izognili. It was also our decision. We said that this mild hybrid technology cost a lot of money also for the customers with additional technology, and we see more efficiency to look on the aerodynamic and also to these measures which I described. And together you can see these measures bring on this example up to 16 gram CO2, but for example mild hybrid can bring you between 6 up to 8 gram CO2, and it means that our decisions was more efficient for it. In takole po prvih kilometrih na cestah v okolici Porta lahko poročamo, da se zdi na prvo žogo poraba goriva kar ugodna. V notranjosti glavni novosti predstavljata razširjena digitalizacija ter uporaba trajnostnih materialov. Analogni merilniki so se zdaj v Karoqu dokončno poslovili, v opcijskem paketu Eco pa so sedežne prevleke deloma izdelane iz tkanine, stkane iz vlaken iz recikliranih plastenk. Motorno paleto tvori 5 motorjev iz aktualne koncernske generacije Evo, ponudba pa je nespremenjena. 2 dizelska in 3 bencinski agregati imajo razpon moči od 81 do 140 kW. Dvolitrski bencinski motor z močjo 140 kW je rezerviran izključno za nivo opreme Sportline in je serijsko opremljen s 4-kolesnim pogonom. Verjetno ste že ugotovili, da gre v primeru tega avtomobila, ki vam ga kažemo, za tako hudo našminkano različico. Gre seveda za različico Sportline, ki smo jo tukaj v okolici Porta na cesti preizkusili s tistim najmočnejšim razpoložljivim motorjem in lahko vam povemo iz prve roke, da je izkušnja kar zelo športna. Lahko bi rekli, da gre nekako za Baby RS različico. In ko smo že pri oznaki RS, takšno prvič nosi tudi električni Enyaq Coupé. V Italiji smo z njim že opravili prvo vožnjo in predlagamo, da je ta video vaš naslednji klik.